Prevzemimo lastno odgovornost. Sleherni trenutek bodimo iskreni do sebe. Imejmo se radi in se popolnoma sprejemajmo prav takšne, kakršni smo, z vsemi napakami in pomanjkljivostmi vred. Prav takšni, kot smo, smo najboljši in vredni, da se imamo radi, da se sprejemamo, saj je vsak izmed nas nekaj prav posebnega in edinstvenega. Vsak izmed nas je unikaten in neponovljiv. Poslušajmo sebe, poslušajmo svoje občutke, preizkušajmo različne metode in jih testirajmo. Uskladimo se s tistimi, ki nam koristijo. Bodimo zavesten ustvarjalec svojega življenja. Zato ne opazujmo svoje realnosti, ne opazujmo svojega življenja in se ne pritožujmo za stvarmi, ki se nam dogajajo. Postanimo zavestni ustvarjalec in prevzemimo popolno odgovornost za prav vse, kar se nam dogaja. Ustvarjajmo svoj dan takšen, kot si ga želimo, da bi bil. Spremenimo svoje misli, ki nam ne koristijo. Govorimo si takšne misli, ki so nam všeč, saj so misli tiste, ki ustvarjajo našo realnost, ustvarjajo naše življenje. Tudi, če nam v tem trenutku nekaj ni všeč, na primer, da smo razočarani, da nimamo dovolj denarja, morda imamo slabo diagnozo ali pa nas nekaj skrbi in tako naprej. Moramo v sedanjem trenutku tukaj in zdaj vibrirati, kot da imamo denar, kot da smo zdravi in občutiti ljubezen namesto strahu. Vibrirajmo tako, kot da se je vse to že zgodilo. Občutimo to in to se nam bo začelo dogajati. To bomo začeli živeti. Le tako se ustvarja in kreira realnost, ki si jo želimo. Ne glede na našo trenutno realnost in trenutne občutke, poskušajmo vibrirati realnost, ki si jo želimo živeti. Ne bodimo ujetniki svojih slabih misli, osvobodimo jih in jih zamenjajmo za takšne, kot si jih želimo, da bi bilo naše življenje. Pripovedujmo si zgodbo, ki si jo želimo, da bi se zgodila. Prav to pa je namen vizualizacije. Zato vizualizirajmo takšno življenje, kot si želimo, da bi ga živeli.
Vse v našem življenju ima svoj namen. Prav temu služijo različne metode, s katerimi se uskladimo. Namen vseh metod ustvarjanja je, da se z njimi uskladimo, da jim zaupamo in popolnoma verjamemo, da se bo zgodilo to, kar si želimo, da bi se zgodilo. V tem trenutku, v sedanjosti, moramo občutiti in začutiti to, kar si želimo. To začutiti in to živeti. Vedimo, da so naši občutki zelo pomembni, zato jih nikdar ne ignorirajmo. Prav občutek, prav naše čutenje je pogovor nas samih s seboj, s svojim nefizičnim delom v nas samih. Vsi naši občutki so kot smerokazi v našem življenju. Smerokazi, ki nam kažejo pot, kjer smo ta trenutek. Zato jih nikakor ne ignorirajmo. Vedno in vselej nam kažejo, kje smo v sedanjem trenutku. Zato bodimo vedno iskreni do sebe in se vprašajmo, zakaj se ta trenutek tako počutim. Ko občutimo strah, se nečesa bojimo. Nas nekaj skrbi in smo obremenjeni s tem problemom. Takrat se le ustavimo in se vprašajmo, kaj ta trenutek občutim. Zavedajmo se tega strahu, ki ga čutimo. Nato se vprašajmo, zakaj občutim strah. Česa se bojim? Česa me je strah? Kaj je vzrok temu našemu strahu? Zavedajmo se, da je vedno vzrok vseh naših problemov naša lastna misel, ki smo si jo sami povzročili, ki smo jo sami ustvarili in ni nič drugega. Naši občutki ne padajo z neba, mi sami jih ustvarjamo. Mi sami smo si povzročili te občutke s svojimi lastnimi mislimi, z lastnim mišljenjem in prepričanji. Zato vedno, ko začnemo delati na sebi, ko želimo nekaj spremeniti, ko se želimo znebiti vseh teh slabih občutkov, vseh strahov in dvomov, se zavedajmo, da smo za svoje življenje in svoje občutke odgovorni le mi sami. Zato sprejmimo zdaj odgovornost za lastno življenje. Kaj pa pomeni
prevzeti odgovornost za svoje življenje. To pomeni, da je potrebno nekaj narediti, da bi se naša realnost, ki nam ni všeč, lahko spremenila. To vsekakor ni preprosto in enostavno. Vendar imamo le dve možnosti: da še naprej jamramo, se pritožujemo in se smilimo sami sebi ter igramo žrtev, ali pa da nekaj spremenimo. Kaj se bomo odločili? Kaj si želimo? Želimo spremeniti našo realnost, ki nam ni všeč. Želimo spremeniti svoje življenje, ki nam ni všeč. Bomo spremenili to nekaj, kar smo delali do sedaj, pa ni bilo v redu? Ali pa bi še naprej radi ostali v coni udobja ter se smilili sami sebi in bili ubogi? Kaj bomo storili? Zavedajmo se, da smo le mi sami tisti, ki smo si povzročili ves ta strah s svojimi mislimi. Prevzemimo zdaj to odgovornost in ne iščimo krivca zunaj nas, pač pa v sebi. Če v tem trenutku občutimo občutke nizke vibracije in trpimo, nas je strah, kako naj zdaj dvignem svoje lastne vibracije in jo spremenimo. Le mi sami se odločimo, kako. Če si bomo še naprej govorili, da je težko in nemogoče, bo to za nas res nemogoče. Če si pa rečemo, da nam gre vedno bolje in bolje, nam bo tudi šlo res bolje in bolje. Vedeti moramo, da naša nizka vibracija danes ustvarja tudi našo nizko vibracijo jutri. Zakaj bi se tudi jutri počutili slabo? Kako zdaj to spremeniti? Edino le tako, da spremenimo svojo lastno misel, ki je povzročila ta občutek. Te občutke nam niso povzročili drugi. Povzročili smo si jih le mi sami, s svojimi omejujočimi mislimi in prepričanji. Ko to razumemo in to sprejmemo, takrat prevzamemo lastno odgovornost za svoje življenje in takrat spoznamo, kako upravljati s svojimi lastnimi mislimi. Ko to resnično razumemo, se tega zavedamo in nikoli več ne ignoriramo svojih občutkov in svojih občutij. Ta
občutja, pa čutudi nam niso všeč, jih priznajmo in se še enkrat iskreno vprašajmo, kako se počutim ta trenutek. Občutim strah. Mogoče je to strah pred slabo novico, slabo diagnozo, nas skrbi za otroka, partnerja, morda nimamo denarja, nimamo službe. Ja, ni nam prijetno, hudo nam je, trpimo. Nenehno se sprašujemo, zakaj je tako, in se obremenjujemo, kaj bo, če se bo zgodilo to in to. Kaj bo, če izvemo to in to? Kaj bo, če bo storil to in to? Kaj bo, če si ne bomo mogli kupiti tega in tega, plačati to in to? Naše slabe misli se začnejo kopičiti in večati. Vedno bolj in bolj nam je grozno, vedno bolj in bolj trpimo in postajajo vse huje in huje. Naše slabe misli se večajo in večajo. Mi pa se znajdemo v začaranem krogu, s katerega ne vidimo izhoda. In tako je iz trenutka v trenutek, dan za dnem, leto za letom. Želimo še naprej ostati v tem začaranem krogu in trpeti, ali želimo izstopiti iz njega? Sami sebi recimo, da je zdaj dovolj. Dovolj je. Dovolj dolgo smo trpeli in mučili sami sebe. Dovolj je zdaj tega. Izstopimo iz tega začaranega kroga in prevzemimo popolno odgovornost za svoje življenje. Odločimo se, da se želimo bolje počutiti, kajti zaslužimo si to. Zavedajmo se svojih misli, jih kontrolirajmo in spremenimo svoje stare misli, ki so nam povzročile vse to. Pripovedujmo si zdaj novo zgodbo, zgodbo, kot si jo želimo, in živimo življenje, kot si ga želimo živeti. Spremenimo in zavrzimo svoja stara prepričanja, ki nas obremenjujejo in nam ne služijo več. Spremenimo jih in jih odvrzimo zavedno.
Prevzemimo zdaj odgovornost za svoje življenje. Zavedajmo se, da nam je lahko lepo in da ni treba, da bi še naprej trpeli ter se smilili sami sebi. Zaslužimo si, da se imamo radi. Zaslužimo si lepo in izpolnjeno življenje. Vedimo, da nam gre vsak trenutek bolje in bolje. Vsak dan smo bliže svojemu cilju, vsak dan nam je lepše in lepše. Pričakujmo le najlepše in zgodile se nam bodo le najlepše stvari. Prav je tako. Mi sami smo tisti, ki ustvarjamo svoj jutri. Zato prevzemimo odgovornost za svoje življenje.